Gospod Rezar, očitek je, da želite z vmesnim poročilom zaščititi predsednika vaše stranke Roberta Goloba, javno pa likvidirati Boštjana Lindava in Tatjano Bobnar. Nikakor ne drži, da gre za javno likvidacijo, ampak bi sam mogoče pokomentiral, da je to klic po odgovornosti. Preiskovalna komisija in tudi, da ne gre za pranje imena predsednika vlade, mislim, da je čas, da pravica pride na plano in da povemo, da je preiskovalna komisija neizpodbitno dokazala, da izpovedano strani Boštjana Lindava ne drži in to smo uspeli podkrepiti z dokazi, te bomo videli tudi jutri na zaprtem delu seje, ampak dejstvo je, da se je gospod Lindav z datumi zapletel. 3 dni pred njegovim izpovedanim datumom je že bil obveščen o poteku postopkov aretacije, se pravi, na naslednji termin so se izvajali prisluhi, kjer se je ugotavljala točna ura operacije oziroma aretacije, ki so jo izvedli takoj naslednji teden. Čas je, da se izve resnica in kaj pravite na argumente gospoda Rezarja? Res je, čas je, da se izve resnica, saj se pogovarjamo vendar o integriteti predsednika vlade. Poglejte, predsednik vlade ni imel poguma, pa tudi ne gospod Rezar, da bi ga poklical pred komisijo in da bi sam pred komisijo povedal, kaj je res in kaj ni res. Danes smo govorili o podatkih, ki so bili dejansko izrečeni na zaprti seji. Glejte, jaz mislim, da ima javnost pravico vedeti, kdo jo vodi. Ali jo vodi človek, ki govori resnico in ali jo vodi človek, ki je izkoristil svojo politično moč ali ne. In vse kaže, da jo je izkoristil. In to resnico in odgovornost najprej pričakujemo od predsednika vlade. Ampak jaz se bojim, da njemu zdaj teče voda v grlo in zato ga je treba reševati. Poglejte, policija ga je ovadila, pred KPK-jem teče postopek proti njemu, iz Evropske unije ga opozarjajo o posegu v neodvisnost institucij. Nekaj očitno v Svobodi morajo narediti. No, danes sem že govoril o vrsto pritiskov, ki so leteli tudi name, na poslance in predsednico Državnega zbora. Kar se tiče integritete, gospa Čadonič, dajte mi povedati, gospa Bobnar se je tudi nekako sama uklicala za osebo na najvišji integritetni stopni. Dajte mi povedati, zakaj na poročilu, ki ga je Sova poslala na političen vrh, kjer je, se pravi, prostorček, kjer mora podati opombe in pritožbe, ni navedla, da je šlo za politično vmešavanje. To se je zgodilo šele čez 10 mesecev. Zdaj, nobeno pričanje predsednika vlade ne more spremeniti dejstva, ki ga potrjujejo vsa pričanja in zbrani dokazi, da enostavno je nedolžen. In bom kar direktno povedal, enostavno opozicijski člani preiskovalne komisije ne morejo sprejeti dejstva, da je predsednik vlade nedolžen in da bo javnost končno spoznala resnico. Ker točno to poročilo je točno to danes pokazalo. Predsedniku vlade in tudi vam in vsem poslankam in poslancem Svobode zdaj mislim, da ne verjame nič več. In danes sta to pokazali tudi koalicijski stranki in poslanci, ker so se popolnoma izločili iz današnje razprave. Torej, vaše trditve so neosnovane in so nastale v vaši domišljiji. Z ničemer jih nimate podkrepljenih. In če smo zelo iskreni, gre za besedo proti besedi. In mi vemo, da je gospod Kadivnik lahko prej pogledal v pričanje obeh dveh in se je lahko na to pričanje pripravil. Gospod Muženič tudi ni govoril resnice pred preiskovalno komisijo. In navsezadnje, ne Lindav, ne gospa Bobnar v tem trenutku nista pomembna, ker nista nosilca visokih funkcij in zato ne moreta vplivati na delo represivnih organov. Jaz pa sprašujem slovenski narod, ali se morda ne bojijo takšne vlade, ki si je uzurpirala oblast nad Sovo, nad policijo, in ali se ne sprašujejo, kdaj bojo tudi oni na vrsti, tako kot sta zdaj na vrsti Lindnar in Bobnarjeva. Lejte, poročilo preiskovalne komisije na seji preiskovalne komisije je bilo sprejeto soglasno. Treba je dodati, da so opozicijski poslanci sejo, brez da bi pregledali poročilo skupaj, se obstruirali.
kar se pa tiče besede proti besedi. Lejte, pa zakaj gospod Lindav ob vseh priložnostih ni predložil dokaza, da je opravil tistega klica na... Ste ga pozvali k priložitvi tega dokaza? A ste ga pozvali, a ste članica preiskovalne komisije? Zakaj bi ga pozvala? Zaslišanje se je izvajalo še pri prejšnjem predsedniku, samo če dovolite, da končam, lepo prosim. Beseda proti besedi. Eno veliko distinkcijo. Tista druga beseda, ki so jo izpovedale nadaljne priče, in bile podkrepljene z izpiski telefonov. Je bilo vidno, da je bilo 3 dni pred izpovedanim datumom klic do gospoda Lindava, ko je bil obveščen o operativnih postopkih, kot sem jih že prej omenil. Gospod Kadivnik se ni seznanil pri vpogledu oziroma pri verifikaciji tajnih podatkov pri preiskovalni komisiji. Seznanil se je že na zaslišanju na seji KNOVS. In tudi tega bi se morda malček dotaknil, ker je zelo zanimiva pot. Po zaslišanju Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava, kjer ste bili seveda prisotni vi, ste informacije prenesli v svojo poslansko skupino in potem je te podatke, tajne podatke uporabil predsednik KNOVS-a, gospod Žakelj, za zasliševanje gospoda Kadivnika in Muženiča. In takrat sta bila prvič seznanjena z vsebino in detajli. Vi mene javno obtožujete. A se zavedate? Vi ste obtožili, da je tudi gospod Muženič lagal, kar ne drži. Seveda je, vi to dobro veste. Dajte, no. Imamo o tem papirje. Samo sekundo, no, gospa. To je podkrepil tudi z dokumentacijo, ko je poslal naknadno in na katero niste imeli pripomb. Imela sem pripombe, vi niste sklicali komisije. Jasno je, greva jutri gledati dokumente gospoda Muženiča, da ni ovrgel svojih trditev, ki jih je rekel pod prisego. In kako naj temu človeku še kaj verjamemo? Ne, počasi se vam okno zapira. Niste pokazali ničesar. Želite diskreditirati nedolžne ljudi. Ne vem zakaj. Absolutno ne gre za diskreditacijo, gre za iskanje resnice in pravice. Samo trenutek, lepo prosim, gospod Čadonič. Kar se tiče vašega razumevanja določenih dejstev, je pa včasih neobičajno. Tukaj imam vaše vmesno sporočilo na seji v Državnem zboru z današnjega dne. Si lahko pogledate, s čim vse je imela gospa kolegica težave z razumevanjem. Pa jaz verjamem, gospa je zelo inteligentna, ni imela težave z razumevanjem. Interpretacija je bila podana na takšen način, ker je to politično odgovarjalo tej opciji. Povejte mi, zakaj vi, gospod Rezar, želite, da v sklepu o kazenski ovadbi Lindava glasuje celotni parlament? Imate podporo jutri zagotovljeno članov SD-ja in Levice? Glejte, te sklepi so bili usklajeni na koaliciji. Drži, da bi lahko sam podal to ovadbo, ampak v preteklosti je Državni zbor naložil to vsem poslancem v Državnem zboru, da nekako je zadeva res čista in pokrita. Kar se tiče glasov v Državnem zboru, jaz se ne bom pretredno obremenjeval. Na seji preiskovalne komisije smo to soglasno podprli, zato verjamem, da bodo sklepi kot poročilo tudi sprejeti. Je pa dejstvo, da ob vseh pritiskih in ob objavi, ki je bila včeraj... Recimo, kakšne pritiske so bili izvajani na predajali in predsednico Državnega zbora? Ja, lejte, po včerajšnji objavi v medijih, da poročilo vsebuje tajne podatke, se je povzročila določena mera, nemira. In vsi niso tako detaljno seznanjeni z vsebino poročila, kot sem sam, verjetno člani preiskovalne komisije, in se popolnoma naravno pojavi pri ljudeh določen nivo dvoma. Zelo težko ob vsej histeriji to pojasnjujem in dokazujem. Seveda sem to tudi storil in smo zadevo uspešno in pravočasno rešili. Ampak zaradi vnosa teh dvomov z različnih strani, pa to drži, pa tako naprej. Ne, zadeva je čista. Vsi podatki uporabljeni v preiskovalni komisiji so že bili javno objavljeni na več medijih. To imam zdaj tule obilico dokumentacije, kar to dokazuje. Zato je to bil zadnji poskus, da bi se seja prestavila. Ker cilj je bil namreč to, da se seja prestavi in da nikoli ne pridemo resnici do dna, da se agonija nadaljuje. Celo vaša predsednica Državnega zbora je kot pravnica seveda v to dvomila. Ampak gledajte, vi si lahko dovolite vse, zaradi tega, ker imate 40 glasov. Jasno so vam pokazali koalicijski partnerji, da vam ne verjamejo. Ampak to vas še ne odvezuje, mora biti tudi kazenske odgovornosti. Danes ste prevzeli veliko odgovornost, ko ste trdili, da v tem javnem poročilu ni niti enega tajnega podatka. Jaz se z vami ne strinjam, zato javno pozivam gospoda Joška Kadivnika, naj stopi pred kamere in pove, kdaj je, če
je iz dokumentov, ki jih mi oba dobro poznava, oziroma vsaj vi bi morali poznati še boljše, ker ste podpisani pod poročilo, torej ali je snel stopnjo tajnosti. Jaz takega dokumenta nisem našla. Zato sem bila jaz tista poslanka, ker sem tudi predsednico Državnega zbora opozorila, da bi se lahko delala Državnemu zboru velika škoda na ugledu in samo poslanci Svobode in nekaj poslancev Levice ni imelo toliko modrosti, da bi ta njen predlog tudi podprlo. To absolutno ne drži. Poglejte, ja, vi ste izvajali pritiske na predsednico Državnega zbora. To ni pritisk, oprostite. To je v skladu z uredbo. Pa vi ne poznate uredbe o tajnih podatkih? Poglejte, samo trenutek, gospod Čadonič. Ne vznemirjajte se, vse v redu. Ne vznemirjam se, me je pa strah, ker je vi ne poznate. Vsak tajni podatek, ki je dosegel medije, izgubi vrednost tajnosti. In mi smo kot vir uporabili tudi podatke iz medijev. A veste, tako da... Tudi iz necenzurirajo? Poslušajte, lejte, vam lahko tole pokažem, imam obilico podatkov, lejte, kar prelisajte. Slovenske novice, N1 in tako naprej. Ne, absolutno ne drži. Glejte, vi enostavno ne morete sprejeti dejstva, da je predsednik vlade... Kake ima to veze, da je predsednik vlade nedolžen in da se bo ta vaša zgodba z lažno obtožbo in poskusom diskreditacije in ogrožanja nacionalne varnosti končala. To ni moja zgodba, to je vaša zgodba. Jaz samo sodelujem v preiskovalni komisiji. Če prav razumem, vi boste glasovali proti? Normalno. Dobro, vi za? Absolutno. Pričakujete to tudi od koalicijskih partnerjev? Ja. Dobro, najlepša hvala obema, da ste naša bila gosta. Bomo videli, kako se bo razpletlo jutri. Hvala tudi vam.